Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o motokrosu. Naš gost je namreč Gašper Mohorič, tekmovalec, ki je v letošnjem državnem prvenstvu osvojil 4. mesto v skupni razvrstitvi državnega prvenstva razreda Open. Gašper, lepo pozdravljeni. Živo. Torej, 4. mesto v državnem prvenstvu, najmočnejša kategorija Open. Kako je potekala letošnja sezona skozi vaše oči? Ja, letošnja sezona je bila malo spremenjena zaradi koronavirusa. Je bilo bolj na kupu so bile dirke, skoraj vsak vikend, sobota, nedelja, kar v redu. 4. mesto, koliko tekmovanj je bilo? Bilo je 6 državnih dirk in 6 pokalnih dirk. Katera je bila pa skozi vaše oči najbolj uspešna posamezna dirka? Posamezna dirka je bila najbolj uspešna v Semiču, kjer sem dosegel zelo izenačene čase s najboljšimi. Sicer pa je na 2 dirkah v tej kategoriji letos nastopil tudi najboljši motokrosist sveta, Tim Gajser. Kako je biti na progi, ko veste, da imate ob sebi takega šampiona? Ja, to je dodatna samozavest, neko spoštovanje, ker veš, da zraven tebe dirka svetovni prvak. Koliko časa sicer že sami se ukvarjate z motokrosom? Treniram že 15 let, dirkam aktivno pa 10 let. In verjetno je letošnji dosežek vaš najboljši v dosedanji karieri, ali se motim? Najboljši, ja. Od kje pa želja po motokrosu? Kako ste prišli v to športno panogo? Navdušil me je moj oče. Že od malega mi je kupil motor. Najprej je začel moj starejši brat, pa se je poškodoval in pol sem jaz bil naslednji. Zanimivo, kolikor vem, je vaš oče nastopil prav tako v bencinskem športu, ampak v avtomobilih. Vas v avtomobile ne vleče? Ne. Kje pa sicer trenirate? Na kakšen način trenirate? Najbližje proga je tukaj v Žireh, motokros športni park Jernej les. Tam največ treniram, tudi v redu tehnična proga. Ostalo je pa vse bolj daleč. Marsikdaj slišimo negodovanje ljudi čez tiste ljubitelje terenskih motorjev, ki se vozijo po gozdovih. Se tudi sami kaj poslužujete to vrstnega treninga? Ne, tega se jaz ne poslužujem, ker to ni dovoljeno, se mi ne zdi pametno. Koliko fizične kondicije rabite za krotenje takega motorja? Ja, kar veliko. Največ tečem ali pa hoja v hrib. To ti da dodatno kondicijo, da lahko tiste zadnje kroge res voziš enak tempo. Marsikdo pravi, da je motokros ena bolj fizično zahtevnih športnih panog. Se sami s tem strinjate? Ja, se strinjam. Sicer pa nastopate ne glede na vremenske razmere, v blatu, v dežju, pri visokih temperaturah. Kaj vam bolj ustreza? Bolje mi ustreza, če je suha proga. Zdaj, zadnja dirka v Brežicah je bilo kar blatno. Bolj trpijo motori in vse. Bolj suha proga. Kdo še tvori vašo ekipo? Hodite na dirke, najbrž ne hodite sami? Ne, zmeraj z mano je moj oče, ki mi je tudi kot mehanik. Zdaj je bila spremenjena, si lahko imel le 2 spremljevalca. Je šel pomagati zraven še moj brat, mlajši.
Sicer te motorji zahtevajo veliko vzdrževanja ali ne? Ja, na dirkah niti ne malo počistiti, zamenjati filter, namazati ketnje pred vsako vožnjo, pregledati gume, če je dosti tlaka. Pred samo dirko pa večja, ker je treba zamenjati gume, pregledati amortizerje. Nam sicer lahko opišete, kakšen je malce ta motor, kakšna je moč, kakšna je prostornina, nekaj osnovnih podatkov? To je Yamaha 450 kubična, moč je 60 konjev, je vse čisto original, razen malo so ojačane feltne, pa tukaj so pregljive ročke, da se ne zlomijo. Kako pa kaj s poškodbami v dosedanjem delu vaše kariere? Ste imeli kakšne poškodbe ali ste se temu izognili? Do sedaj sem imel samo zlomljeno ključnico. Omenila so že nastop Tima Gajserja, najboljšega motokrosista sveta na 2 dirkah v Sloveniji. Pa me zanima, je na podlagi teh rezultatov, vemo, osvojil je 4. naslov svetovnega prvaka, tudi kaj več interesa za motokros v Sloveniji? Ja, je. To se vidi v teh najmlajših kategorijah. Prejšnja leta jih je bilo v teh 50 kubičnih in 65 zelo malo, zdaj so pa polne rampe. Kaj pa iz Idrije, veste za koga, da se tudi zanima za nastopanje v motokrosu ali ste bolj osamljeni jezdec? Ne, tukaj teh mlajših je bolj malo, jih ni. Starejših pa trenirajo, sam dirkanje jih lih ne zanima. Ste pa letos na predzadnji dirki državnega prvenstva bili tudi izžrebani, prejeli ste zanimivo nagrado. Namreč organizator dirke, nekdanji vrhunski tekmovalec Sašo Kragelj, je poskrbel za lepo presenečenje za nastopajoče, drži? Ja, bil sem izžreban kot glavno nagrado za Yamaho, bolj majhen motor je to, za bolj po boksih se voziti. Ja, zelo sem bil srečen. Kakšni pa so vaši cilji oziroma želje za nadaljevanje vaše kariere? Za naslednje leto isto bom vozil pokalno in državno prvenstvo, pa mogoče priti med prve 3. Gašper Mohorič, jaz vam želim, da bi se vam vaše želje uresničile in da bi še dolgo uspešno nastopali na dirkah najvišje ravni v Sloveniji. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za pozornost in pa vabljeni tudi k spremljanju ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.